kako za pse skrbijo v romskem naselju Kamenci. Predstavljamo lesno sovo. Spoznali smo simpatičen sovji podmladek. Pozdravljeni v družbi živali in ljudi. Danes smo obiskali romsko naselje Kamenci. Med Romi tukaj živi kar nekaj psov. Ana, od kdaj članice Društva za zaščito živali Pomurja prihajate v to naselje? V to naselje smo začeli v letu 2009 hoditi. Vse se je začelo z letom 2008, ko smo začeli bolj intenzivno hoditi po terenu, med drugim tudi v romsko naselje, sicer ne to je drugo, v katerega smo prišli. Od takrat dalje smo pa kar pogosto tukaj in še v drugih 28 naseljih. Kakšno je bilo stanje takrat, leta 2009, ko ste prišli? Problem v romskih naseljih oziroma živali v romskih naseljih predvsem to, da jih je veliko pri eni družini, pri eni hiši. Romi imajo zelo radi mladiče in zaradi tega se potem sčasoma živali začnejo kopičiti, postanejo te živali neobvladljive in potem te živali pristanejo v nekih slabih življenjskih razmerah, pogojih. Zaradi tega, ker so neobvladljivi, jih je preveč, nekako jih ne zmorejo za vse primerno skrbeti. Koliko psov je bilo približno takrat v tem naselju, ko ste prišli? Zdaj točno številke, koliko psov je bilo, nimam. Smo pa od takrat iz tega naselja odpeljali 45 psov in 35 mačkov približno v nove domove. Pogoj tega, da jih odpeljemo, je pa bil to, da za tiste, katere ostanejo tu, da je za tiste dobro poskrbljeno. Torej, da se jih sterilizira, kastrira, da imajo ustrezne bivalne pogoje, predvsem pa, da se z njimi ukvarjajo. Ker to je bil tudi naš temeljni cilj, da se za te, kar so tu, dobro poskrbi, da sami odgovorno skrbijo za te živali in je potem tako na dolgi rok problem tudi rešen. Kako so vas pa sprejeli? Na začetku so nas sprejeli, ni bilo jasno, zakaj za te živali tu skačemo, ampak smo pristopili na prijazen način, smo potem s sodelovanjem, z malo pregovarjanjem in tako smo potem začeli tudi dosegati neke izboljšave. Kakšno je stanje danes? Danes je stanje veliko boljše, psov je, mislim, da 18 skupaj, torej veliko manj od prvotnega števila. Se tudi otroci, dosti delamo na tem, da se otroci sami ukvarjajo z živalmi, kar pa jih tudi veseli in to nas še posebej veseli. Antonija, ti sicer svojega psa nimaš, pomagaš pa drugim skrbeti zanje. Kako je potrebno skrbeti za psa? Da jih pelješ na sprehod, menjaš vodo, ga tudi spustiš ven, da imajo velik prostor, da lahko beži, da mora imeti svojo hišico, da sme biti okoli hiše umazano in mora biti čisto. Hiši mora imeti eno podlago, toplo, ki lahko gor spi. Moramo ga kopati, menjati vodo, dati hrano. Ne sme v umazani posodi imeti hrano pa vodo, mora imeti vse čisto. Potem tudi se moramo do pse lepo obnašati in moramo biti z njimi, ker nas imajo radi in niso žalostni, se moramo tudi z njimi igrati. Kako ti skrbiš za mami? Vodo, hrano dam, da grem na sprehod. Kaj tvoja mami vse zna, si jo kaj naučil? Kaj vse recimo? Sveti prostor. Te uboga? Ja.
Kaj si mu ravno prej dal? Kaj si naredil na njegovi glavi? Zakaj je to pomembno? Za bohe in klop. Tuširam ga na dolgi vrvici, se sedi, vzamem šampon in ga stuširam. Ko grem na sprehod, ga malce dol pustim na njivi, potem ga pokličem in greva nazaj domov. Ki pa spi? Spi pa od zgoraj in včasih zunaj. Čem je zdaj pravzaprav v zadnjih letih razlika v sobivanju z vašimi psi v vašem naselju, odkar so vas obiskale članice Društva za zaščito živali? Ja, moram povedati, dosti boljše je zdaj, pa zelo lepo je, ker skrbijo tudi dosti za pse. Tu so naši, kako bi rekli, naša gospa Petra in njeni sodelavci, ki nam dosti pomagajo v tem. Kaj vse je zdaj drugače? Zato, ker imamo dosti pomoči od njih, ker sami ne bi vedeli. Mi mogoče, kateri znajo, deca pa kak zdaj te mali, oni grejo samo psimi ven. To grejo vsaki dan, grejo na sprehod. Te naši, kako so gospa Petra pa njihove delavce, te oni z njimi grejo ven do tam nekje na nekši travnik, pa tam se malo učijo, kako s pesami delati. In to se deca te navadijo, kak jih oni učijo. In to tudi doma delajo oni. In se ne strinjamo s tem, da imamo nekoga, ki nam pomaga to. Kako izgleda tako imenovana mala pasja šola? Bolj za otroke kot za pse, pa za tukajšnje prebivalce? Ja, torej tukaj smo izvajali malo pasjo šolo, ki je bila namenjena seveda otrokom. Člani društva smo otrokom predstavili pravilno nego psov, skupaj smo jih kopali, krtačili, barvali smo tudi pasje utice. Potem so nekateri otroci tudi pse naučili nekaj osnovnih ukazov, naprimer sedi ali pa daj tačko s pomočjo priboljškov. Oskrbeli smo jih z ampulami, ovratnicami in povodci, da bodo jih lahko tudi čim pogosteje sprehajali. Pa tudi skupaj smo opravili kar nekaj sprehodov, na katerih so uživali vsi, predvsem pa otroci in seveda tudi psi. Drugače pa se nam zdi to osveščanje otrok zelo pomembno in si želimo, da bi to ravnanje, odgovornost, skrb tudi nadalje še ohranili. Najbolj pa smo ponosni, zadovoljni in veseli, kadar nam tudi drugi prebivalci povedo, da vidijo, kako ti otroci sprehajajo vse, ker je to potem tudi največji uspeh našega dela. Kako ste v romskih naseljih Romom predstavili koncept sterilizacij in kastracij? Moram povedati, da ni bilo enostavno Rome prepričati za sterilizacijo, kastracijo, saj konec konca imajo mladiče zelo radi. A smo le s trajnostjo jih pripravili do tega, da pa za vse ne morejo poskrbeti. Ne bom pozabila dne, ko smo bili s Petro v sosednjem romskem naselju in je starejša Romkinja prinesla škatlo, v kateri je bila mama Muca z mladiči in rekla, da naj za mladiče najdemo dobre domove, mamo Muco pa naj destiliramo in pripeljamo nazaj. No, iz te destilacije je potem prihajalo dosti novih sterilizacij, kastracij in velik uspeh je. Postopoma smo v vseh teh letih prišli do tega, da je steriliziranih, kastriranih več kot 90% vseh romskih živali, psov in mačk v vseh 28 romskih naseljih po Pomurju, katere obiskujemo. Kar pa je posebej še spodbudno je to, da Romi vidijo prednosti teh sterilizacij, kastracij, širijo dalje, ostala romska naselja nas sami pokličejo, da bi dali svoje živali sterilizirati, kastrirati. Za koliko psov vi skrbite? 3, 4, 5, za 6 pesek. Kar so ne moji, samo ena je moja.
Na kakšen način skrbite za njih? A zdaj, odkar Petra prihaja v vaše naselje, skrbite kaj drugače? Ja, skrbim stalno za njih. Vodo menjavljam, posodo perem. Te ravno njim dam svežo, dan jim čisto spodaj, da je mrzlo. Pa se skrbim za njih, ne bi se njim kaj zgodilo. Meni je to kot družina. Jaz žival rada imam. Kak otroke. Zdaj otroke nimam, te pa žival. Pri nas živi več vrst sov, natančneje 10. Eno izmed njih, to je kozačo, smo se zadnjič že ogledali. Tokrat je z mano ponovno Al, strokovnjak za sove, ki nam bo predstavil sove na splošno in pa našo najpogostejšo sovo, to je lesna sova. Al, pozdravljen, v rokah imaš, že vidim, lesno sovo. Ko sem omenil najpogostejša sova, pa verjetno vsak misli, najpogostejša, potem o njej ni nobenih zanimivosti, ničesar. Pa temu ni tako. Ne, seveda ni tako, gre za izjemno zanimivo sovo. Že to, da je tako razširjena in najpogostejša, je že samo po sebi zanimivo. Gnezdi v izjemno različnih okoljih, od gozdov, kot je recimo tukaj do naselij, odprte krajine. Velikokrat po zimi recimo lesne sove posedajo po dimnikih. Je zanimivo prizimovališče zanje. Hranijo se podobno kot vse ostale sove, pretežno z malimi sesalci, vendar je za lesno sovo značilno, da tudi v večjem meri lovi ptice. Je na to še posebej specializirana. Velikokrat se zateče tudi kakšne stare gradove, stare cerkve po podstrešjih, kjer lahko tudi gnezdi. Sicer pa večina lesnih sov gnezdi v drevesnih duplih. V duplih zasede pa tudi lahko staro gnezdo kakšno, recimo. Da, tudi stara gnezda, ujet, vran in podobno. Se pravi, en taki generalist, ki živi povsod, pa tudi lahko tudi gnezdi povsod. Kako je pa recimo z sovami, pa lesno sovo, pa z ljudmi v tem, vemo, številne vraže obstajajo, ljudje se jih običajno bojijo, imajo tisto miselnost, da ko slišijo sovo, da prenaša smrt. Razčistimo to zadevo. Ja, najprej to je lesno sovo, ljudje najbolj poznajo tudi po njenem oglašanju. In ravno to oglašanje in tudi skovikanje je pripeljalo, da prinaša smrt, predvsem zato, ker ko so imeli pokojnike, so imeli sveče po noč prižgane in so sove, čuk ali tudi lesne sove prihajale blizu, so se oglašale in zato so jih s tem povezovali. Zanimivo, grški mislec Aristofan pa pravi, da leteča sova dejansko prinaša srečo. Tako da so pogledi različni. Ali če se spomnimo Harryja Potterja, tam je pa sova pravzaprav neka modrost, posebej neko modrost. Pa tudi dan danes pri nas se vse bolj sove pojavljajo kot dobrodušna, dobra bitja, nastopajo v pravljicah. Tudi tista modrost, ko si že omenil, je v kakšnih knjižnicah recimo, je sova predstavlja. Pa ne nazadnje tudi na kakšnih kovancih jo najdemo. Tako da je zanimivo. Imamo grški kovanec za 1 evro, ima gor, ne sicer sovo, ampak čuka. Moramo še to povedati, mogoče zanimiva vraža. Čuk ni mož od sove, ker če sova dobi čuka, ga poje. Torej čuk je posebna vrsta sova, recimo v tem primeru lesna sova, pa druga vrsta. Torej zanimivo, da bojo se zdaj naučili ločevati. Sove so družina in čuk je samo ena izmed vrst od sov. Mogoče še kaj o sovah, vemo, imajo velike oči, dobro vidijo, posebej po noči, z sluhom imajo tudi dober sluh. Ja, recimo na tej lesni sovi lahko pogledamo, kako veliko uho pravzaprav ima sova. Ves tale del je pravzaprav uho, če ga previdno razklenem.
bomo videli, tole je sovje uho. Izredno veliko. Izredno veliko, to je značilno za vse sove. In sove pravzaprav z sluhom zelo dobro tudi lovijo popolni temi. Takrat se ne orientirajo z vidom, ampak miško, ki šelesti po listu, pravzaprav locirajo z sluhom. Izredni dobri lovilci. In tudi orientacija, da lahko leti v popolni temi med drevesi. Tako. Izjemno dobro, veliko si zapomnijo. Nekatere sove, kot recimo lesna sova, so še posebej dobro pregojene na temno noč. Vse sove, prejšnjič smo govorili o kozači, ta je tudi podnev aktivna, no lesno sovo boste zelo redko dobili podnev. Tudi pri lesni sovi je problem, če recimo nekje spečo podnevi najdejo ptice, zaženejo vik in krik, kar je lahko za sovo nevarno, ker gre za njihovega plenilca, jo hoče odgnati. To pa lahko privabi kakšne večje ujede, kot je kragulj, ki lahko seveda sovo potem pokončajo. Še zanimivo mogoče, ko si ravno omenil kragulja, včasih so sove združevali skupaj z ujedami in so imeli celo za neke nočne ujede. Vemo pa, da zdaj je to povsem druga družina, niso v nekem sorodu. Tako, danes vemo, da so sove čisto ločena skupina plenilcev. No in tudi pri ujedah so se nedavno zgodile spremembe, sokoli po novem tudi niso več ujede, pač pa so bolj sorodni papigam in ptičem pevcem. Celo bližje sovam dejansko kot ujedam. Zanimivo. To so mladiči lesne sove, naše pravzaprav najbolj pogoste vrste sov in vrste, ki se je bližini človeka nekje najbolj prilagodila. No, to dokazujemo tudi mi. Prvič so gnezdile pri nas, ko sem nastavil gnezdilnico v bližini hiše, leta 1984, se pravi natanko letos je to 30 let tradicije sobivanja s to vrsto, ko je vsako leto smo beležili uspešno gnezdenje. No, odnos med našimi sovami in nami v hiši je izjemno prisrčen, moram reči, zaupljiv. Ta vrsta je sicer, kot vse druge živali, plaha in ne mara nekih motenj. Tako da tole, zdaj kar gledamo, te mladičke sem zdaj dal iz gnezdilnice, da jih vidijo gledalci. In v bistvu se načeloma ne brska po ptičjih gnezdih. To bi rad vsakega opozoril, da ne bi zdaj s tem jaz spodbujal ljudi k tem dejanjem. Dejstvo pa je, te sovice smo letos tudi prvič obročkali, Prirodoslovni muzej Slovenije to storil, uradna obročkovalska služba. V bistvu smo v tem projektu, v tem programu so te sovice, ki jih zdaj vidite. Zelo so vitalne, zdrave, pričali smo bili njihovem razvoju, v ogromnim količinam glodavcev, ki so jih pojedle. Bile so celo dobesedno ograjene z glodavci v gnezdu, ki so bile še majčkene, vendar je potem njihova ješčnost z njihovo rastjo toliko narasla, da starša nista mogla več loviti na zalogo, ampak sproti iz kljuna v kljun, jasno. Te sovice bodo zapustile zdaj to gnezdilnico uradno v 2 dneh približno. In še eno je, sove so en tak dober bioindikator stanja glodavcev okrog nas. Lani sta bila 2 mladiča, predlani jih je bilo 6. Predlansko leto smo se vsi zapomnili kot
tako imenovano mišje leto. No, v bistvu letošnje leto je nekje podobno, saj sove k temu govorijo tako. Kajti v bistvu mila zima je omogočila preživetje velikem številu glodavcev in temu so se odzvali tudi njihovi plenilci, med drugim jasno tudi sove. Okrog 2000 glodavcev, recimo en sovi par letno pospravi glodavcev. To je taka približna ocena. In v bistvu to pomeni največje število jasno takrat, ko gnezdijo. Kajti mladiči so izjemno požrešni, imajo hitro rast in seveda starši imajo veliko dela s tem. Hočem povedati in dajem namig tudi gledalcem, da namestijo gnezdilnico, kot sem jo recimo jaz, pred mnogo leti, ni mi žal. Naš sadonak je praktično brez voluharja, zahvaljujoč predvsem tej vrsti. Kiara, 10-letna sibirska tigrica, ki je nekoč zabavala ljudi v cirkusu. Anton, puma, ki ga je pred 15 leti policija rešila iz slabih razmer nekega živalskega vrta. Nala, snežna opica, s katero so prvi skrbniki slabo ravnali. Vse te živali so našle dom v zatočišču za velike mačke in eksotične živali v nemškem mestu Ansbach. Ja, also wenn es unsere Station nicht geben würde, wären zumindest die Tiere, die heute hier leben, alle tot. Weil es eben keine andere Auffangstation für solche Tiere gibt. Zatočišče se financira s pomočjo donacij, skrb za živali stane okoli 6000 evrov mesečno. Kljub temu, da gre za visok strošek, oskrbnik Olaf ne razume, zakaj se živalski vrtovi odločajo za evtanazijo zdravih živali. Sehr traurig ist das. Also wenn man hört, dass ein Zoo solche Tiere einschläfert, die hätten ein Gehege schaffen müssen, wo sie die Tiere unterstellen. Also wo sie der Verantwortung gerecht werden, die Tiere am Leben zu erhalten. Ich bin da wirklich der Meinung, man hat sich das sehr leicht gemacht. Evtanazija zdravih živali v živalskih vrtovih je za mnoge ljudi nesprejemljiva, vendar morajo tudi za preživetju teh velikih mačk umreti druge živali. Also wir haben hier ca. 1200 Kilo Fleisch stehen, das haben wir letzte Woche erst vom Schlachthof bekommen und das entspricht ungefähr 7 Kühen. Das haben wir innerhalb von 3 Wochen verfüttert. Večina živali vzrejenih v ujetništvu se v naravo ne more vrniti. Und wenn man die Tiere in die Natur entlässt, dann suchen die Tiere nach den Menschen. Wo ist mein Futter? Weil sie es nicht gelernt haben, selber zu jagen. Und das muss man sich vorher im Klaren sein, wenn man so Tiere übernimmt oder züchtet, dass die Verantwortung über viele Jahre geht. Letno po vsej Evropi v živalskih vrtovih usmrtijo od 3000 do 5000 zdravih živali. Med njimi je tudi nekaj 100 večjih živali, kot so žirafe, levi in medvedi. Prava številka ne obstaja, saj včasih usmrtitve oziroma razlogi zanje niso zabeleženi. Naše današnje druženje je tako pri koncu. V svet živali in ljudi pa vas ponovno vabimo čez teden dni. Se vidimo!